Zdravo, moje ime je Jacuzzi Kralj in sem radioaktiven. Tu sem stapela Greg Ivan in Jacuzzi Kralj z EP-ja Ina Regi Mood. Jacuzzi Kralj pa danes z mano oddaja radioaktivno. Jakob, zdravo. Pozdravljeni. Danes bomo v drugačnih ritmih, zate mogoče malo bolj nenavadnih. V bistvu ni to, da so nenavadni, ampak so mi zelo domači, zato ker sem nekako kot srednješolc začel z nekim skajem, regijem in je v bistvu to nekako zame tako zelo retro zadeva, ta regi. Sam EP je išel na začetku poletja, zato tudi mogoče malo več tega karibsko-poletnega pridiha. Ja, se je kar tako išlo. Očitno se vse tako poklopilo, da je prišlo do tega, da je ta prav čas nastajal, da je zdaj ta prav čas lahko vam prišel. Prej si omenil, da te Regi že nekako vabil v srednje šole, je potem to sedaj vrnitev nazaj? Ja, se pravim, da je to nekako ena taka priložnost, ki sem jo dobil, ko sva se z Gregom spoznala in je tako nekako zbudil meni ta eno stvar, ki sem jo že pozabil. Ko si mlajši, to zelo resno jemlješ, to kar poslušaš. In jaz sem bil takrat zelo resno v tej ska, dub, neki muski takrat. In me nazaj pripeljali tako nehoten spomin in to. Ja, čeprav pa vem sedaj, da si šel potem popolnoma drugačne žanre, od rocka do sedaj vsega crossoverja, bi lahko rekli. Ja, glih to je. Meni v bistvu mi ni žanr neka omejitev, ampak se mi zdi, da mora sam komad oziroma pesem ti pokazati to meni nekako v smislu, kaj hočem povedati s pesmijo, da probam to in z besedilom in z glasbo nekako povedati, ne. Tako da, kaj rečem, ta regi je pa zdaj nekako, je pa ena taka sproščujoča stvar zame, ko v bistvu Greg naredi glasbo, jaz naredim tekst in v bistvu se to tako zelo malo gre vzporedno, ni to Jacuzzi Kralj glasba, ampak je v bistvu Greg Ivan pa Jacuzzi, tako da zdaj resno razmišljava o tem, da bova naredila iz tega band in da mu bova dala ime, ker se nama naberajo komadi. Kdo je potem kriv za ta projekt, ti ali on? V bistvu malo oba, ker sva se spoznala, sva se prek tega našega društva za multiplo sklerozo, ker sva oba bolnika in sva nekje tam ugotovila, da oba glasbo delava, pa sva pogruntala, da se še celo poznava, ker je bil on sošolec v srednji šoli od mojega mlajšega brata in da sva se še celo že takrat spoznala in je bilo tako zanimivo, en tak splet na ključi in pol mi je on poslal neke svoje te podlage, kaj dela, pa jaz sem mu malo to, kar jaz delam in pol je rekel, če bi kaj naredil in sem naredil in evo in zdaj delava, nama leti kot po tekočem traku, malo manjka deneno. Ja, videti je to, pa tudi nenazadnje Greg je zelo vpet v regi glasbo. Če pogledamo njegov Facebook profil, vidimo številna sodelovanja. Ja, Greg dela, ima trenutno, mislim, da z eno je Majčanko posnel, potem med drugim je zdaj en cel album se upravičujem, ker ne vem imen. Tako da v bistvu on ima kar internacionalna sodelovanja, pa z neko angleško založbo še sodeluje. Tako da on je čist v regiju domač že skozi, ne. Jaz sem pa zdaj nekako malo po vseh teh letih preletel notno. Ti si šel malo radovedno pogledat. Ja, jaz sem šel v bistvu pogledat in se sprostiti nekje, ker mi je v bistvu pa všeč regi, zato ker dejansko govoriš lahko o tematike one love, ljubezen in po drugi strani nek kritičen pogled na svet, ne. Tako da nekako je zelo nekje v mojem kontekstu tega, kar pišem ponavadi, ne. Ampak tako da je pa fajn, ker je nekako en tak vesel podton teh težkih tem pa regijo, ne. Pričela sva skladbo Tu sem in tu si. Tu sem, ja. Ta v bistvu glih ta nek v odnosu med, ko si v eni zvezi in ko narediš vse, pa mogoče kdo drug ne vidi, pa moraš povedati, da vseeno, tukaj sem, naj se svet ustavlja. Druga, ki jo bo spustila z EP-ja, bo malo več ljubezni. Ja, malo več ljubezni. Ta v bistvu je song, ki govori o tem, kako dejansko rabimo malo več ljubezni vsi med sabo, ne. Da si je treba tudi malo pokazati, ker dejansko je ratal tak egocentričen svet, se pravi, samo nase gledati in na nobenega okoli sebe in ta pesem govori o tem, da dajmo mečkan, se ni treba veliko, malo je treba, samo v glavi se nastaviti, da mečkan dajmo probati drugega videti, začutiti, pa nekako probati sprejeti, pa
malo ljubezni pokazati, zato ker je potem tudi nazaj dobiš. Radioaktivno. Malo več ljubezni, Greg Ivan in Jacuzzi Kralj, EP In a Reggae Mood, odkot naslov? Pa zato, ker smo dejansko in reggae mood, se pravi v temu reggae, v feelingu. Vse skupaj je pač zelo diktiran s tem z reggaejem, ki ga Greg drugače dela. Tako da jaz sem tle dejansko pustil, delam na njegove stvari in mi je tako nekako, meni to zelo paše po eni strani, ker se mi zdi, da imam pol manj za narediti, kot ponavadi. Tako in moram reči, da mi je zelo tudi sproščeno, potem to lahko počnem in tudi tako nekako nama ta projekt zdaj teče zelo sproščeno naprej in se pač kar naberajo nove stvari, tako da mi doma v bistvu že pripravljene že nove stvari, pa nisva še tega dobro dala ven. Prej si omenil, da Greg poskrbi za glasbo. Ja, on dela v bistvu vse te podlage, lupe, muzičarje sprav skupaj, naredi tako, da je to reggae, zato ker pač, če bi jaz to naredil, bi to zvenel neki ala reggae, ampak z nekim drugim podtonom, ki bi jaz to še malo začinil. Tako da to v bistvu zaradi tega to drživa dejansko je to reggae projekt, zaradi tega, ker je pač Greg strikten reggae ustvarjalec. Verjamem, da bi pri tebi bilo potem zraven kaj več kitar. Pa vprašanje, kaj bi bilo, ne? Saj jaz rad eksperimentiram, rad probam kaj malo drugače narediti, tako da tle pa pač zdaj ta reggae projekt je pa pač v tem žanru in se nekako jaz probam samo z vokalom nekje hoditi, mogoče kam v kakšne druge žanre, ampak se pravim, tako glasbeno je pa z moje strani pač dosti omejeno na reggae. Besedila, kot si dejal, dodaš potem ti, vsa so slovenščine, vsebina besedil pa življenjska. Ja, besedila so tako, točno to, življenjska, kaj se dogaja okoli, kako jaz vidim določene stvari. Dejansko pri temu EP-ju sem jaz dosti nekih mojih tekstov malo recikliral. Sprav sem tukaj uporabljal, tako kot smo prej, tu sem slišal na začetku, tu sem je dejansko remake mojega komada v reggae verziji, tako da povsod sem malo nekako, sem te moje elemente, ki jih počas v teh nekih 15 letih ustvarjanja, ali pa že več, ki jih imam, sem jih tukaj uporabil, nekje jih dajem noter, zlagam te kockice, skupaj se igračkava, on z glasbo, jaz s teksti, tako da je vsega malo not. Potem si ti najprej z besedilem in on z glasbo, ali on najprej z glasbo in potem naknadno prideš ti z besedilom? Ponovadi je kontra, on pošle glasbo, dobim par komadov in pol v bistvu naredim na stvari, ki meni zadogajajo, se pravi, ki mi naredijo nekaj, ki se mi zdi, da je to komad, ki je bolj v mojem stilu, tako da ponovadi, rečemo od 5 komadov, ki mi pošle, meni eno všeč dejansko, ampak je pa zelo produktiven, tako da on dobi pol za vse ostale komade druge ljudi, ki to pojejo. Pač vidva pa to v bistvu nekako imamo mi do nek slovenski projekt, v bistvu vse ostalo, ki nekje delajo, pa dosti bolj international. Na vokalu si predvsem ti, čeprav pa je v skladbah slišati tudi kar nekaj sodelovanj, o katerih smo že tudi govorilo ob izidu singlov. Ja, kaj ne rečem, v reggae odlično paše ženski vokal in imam to srečo, da poznam veliko slovenskih glasbenic oziroma pevk, ki so pripravljeni tudi sodelovati. Ena od teh je Carmen Klinc, ki je odpela back vokale, potem Stenliša, oziroma Doroteja Nikolič in Lea Cok. In vsaka je nekje v svojem komadu dala svojo začimbo zraven. Tako da, jaz mislim, da reggae pa punce gre odlično skupaj. Ja, glede na to, kakšnih ritmih ste, bi morali se skupaj zapakirati in probati še na Jamajke. Ja, pa po moje tam kar konkurenca, se mi zdi, to tako, pa kdo pa ve, mogoče nas pa še čaka pot na Jamajko. Kaj veš, danes je slovenščina tudi v glasbenem svetu v Evropi popularna? Ja, se glih to, da mogoče bo pa pogruntali, da se cel življenje v bistvu jim je falila slovenščina v regiju in zdaj pa to res je en tak zaključen krog. Čeprav pa je slovenska regija scena zelo ozka. Ja, ni glih neki, je tako kot povsod, Pač jaz pravim, da imamo plemena, imamo hip-hop plemena, imamo reggae plemena, imamo rock-and-roll plemena, zato ker pač vse to nekje v Sloveniji obstaja
Zdaj pa nekje pač Slovenija je zakonitost tega, kolikor je velika, pač dejansko ne more neka taka subkultura obstajati, kot recimo v Londonu se ti odločaš, boš punk in imaš vsak večer nekaj, ali pa če si rockabilly, imaš vsak večer nekaj, ali pa enkrat na teden ziher, pa ne na istem placu, pa iste ljudi. Pač pri nas smo vseeno toliko manjši prostor, da pač toliko na istem prostoru isti ljudje nekako, ne. Smo pač vsi nekje neke subkulture, ne, ki med sabo obstajajo, pa meni je bolj žalosten to, da se dostikrat ne vidimo in niti ne prepoznamo med sabo, ne. Ker pač vse to je glasba, ne, reggae, metal, rock, hip-hop. Saj jaz sem v svojem življenju dal toliko enih faz nekih glasbenih, čez kaj mi je bilo nekaj najboljš, ampak nikoli pa nisem tistega, ker sem poslušal, vrgel za sabo, se pravi pozabil na to. Pač sam nekje nadgrajujem svoj glasbeni repertoar, okus ali kakorkoli, ne. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Vse, kar imam. Ja, ta govori tudi o tem, da je treba pač deliti v svetu stvari. Predvsem lahko deliš svojo pozornost, svoje stvari, ki te nič ne stanejo, jih je pa zelo lahko dati in vse, kar imam, to rad dam in vse pač stvari, ki jih dam z dobro voljo, z pozornostjo in tako nekako gledam na to. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Vse, kar imam, Greg Even, Jacuzzi Kralj in Reggae Mood je EP, ki ga danes vrtiva. 1. junija je EP izšel, dan zatem je bila že prva promocija. Veš, da prav čist se prav zdaj že ne spomnim, ker sem malo, mogoče sem zmeden za tem, kako sva to ven dala, ker pol še za Jacuzzija nekaj ven dajem, pa to in pač stvari nekako, ki so bile gotove, ki so bile narejene, sva jih nekako počasi začela lansirati naprej. In to tako nima nekega premišljenega strateškega plana, malo počasi po občutku, ker je mogoče malo amatersk, ampak vse nekje je treba začeti, tako da, evo, to je začetek. Koliko je že bilo nastopov v živo? Mislim, da smo pa zdaj že 4krat nastopali v živo. Tako, nazadnje smo bili v Idriji na festivalu Idrijske čipke. To bom rekel, to je bilo pač, rečemo tako, največja stvar, ki se je zaenkrat zgodila temu projektu. Kakšen je odziv, kako poslušalci spremljajo glasbo? Reggae je ena taka glasba, ki če ti ni všeč, pa če se malo ne zagibaš, ne, pa verjetno si malo zagrenjen človek v življenju, pa bilo fajn, da se malo sprostiš, pa da se malo poslušaš, pa se malo zagibaš. Pa zraven, če je kdo kaj tazga pove, da se ti zdi, da je prav, pa še roko dvigneš, rečeš, ja, prav je. Torej, to je res glasba bolj za naprosto, ne v neke zaprte prostore, da se lahko miga. Pa lahko se miga tudi v zaprtih prostorih, je pač treba nekako pozitivo iskati vsemu temu, oziroma pač se mi zdi, da je to glasba, ki nekako proba ene pozitive v tebi zbujati. Prej si že dejal, da glede na to, kar delata, bi rad, da bi vse skupaj razvila v skupino. Ja, to zdaj se zelo menva, imava že celo potencialen ime, sestavljen, kaj bo, tako da ne vem, če si ga upam na glas povedati, ampak da nam kaj za Jinxom, ga bom še malo pustil, tako da tim sigurno bom tebe in tvoje poslušalce obvestil o temu. Zato, ker se pravim, malo sem razmišljal o tem, pač jaz, ker delam kot Jacuzzi Kralj, je mogoče malo težka muska proti temu regiju, kar delava, ne. In nam rekel, pač obožujem pa obe stvari, ne. Sam zdaj pa ne bi rad nekako razločil, da Jacuzzi Kralj je moj projekt, v katerem lahko pričakuješ nepričakovano. Reggae projekt je pa reggae projekt, tako da bo nekako zaradi tega iz tega naredila band, ki bo v smislu deloval, ko bo probal nekako to kot držati kot eno v bistvu umetniško skupino, bolj kot band. Pač tako, da bo odprt za sodelovanje, za vse. Upam, da bo še kakšnega dobila, ki bo pripravljen sodelovati v slovenščini, ker recimo gosta imamo tudi Budo iz Elvis Jackson, sicer on v angleščini poje, ker je pač njegov domači jezik, ne. Ampak mislim, da vseeno pač tako, ko se nekaj začne dogajati, se pravi, kaj eni album, rečemo, da mogoče na en album, da še koga spodbudu, da ima to pripravljen, da ga počasi dal ven, pa da bo tako, pa se
pa se bo malo več regije naredili, bomo malo večje pleme ratali. Fiksna člana zasedbe bosta zagotovo vidva, potem pa so še tisti pridružene. To, tako, na ta način. Pač mi dva otvorila čvrsto jedro, ostalo bo pa sateliti, ki bojo krožili, kakor bojo krožili in gravitirali. Tako, regiji malo vesolje oziroma neko regijo osončje. To. Najna mala galaksija, ne? Zdaj pa vsi skupaj pa pičimo nekam. Naslednja, o kateri sva že govorila tudi po telefonu, bo Življenje je audicija za smrt, taka prava življenjska. Ja, ta je v bistvu zelo zanimivo nastala, ne? Ker je Lea Cok prišla do mene, ko sva prijatelja in je delala ravno takrat nek kratek film v sklopu njenega študija in je za dokončanje tega je rabila še neki glasbe in v bistvu tudi ni imela naslovnega komada niti nič in sva pač tlele malo študirala, kaj bi naredila in sem jaz malo sva iskala, kaj bi imela in ker nam je že zmanjkalo vsega, kaj pametnega, sem rekel, da mene pa Grega nekaj poslal, da slišva, bi to mogoče pasali in spustim in je bilo v bistvu, ja, mogoče tole bi pa mogoče pasali zraven in pol sva, glede na to, kaj je bil naslov tega filmčka Življenje je audicija, sem jaz pač začel, življenje je audicija, ampak audicija zakaj? Pa ja, življenje je audicija, sem rekel, ja pa dobro, to vi, igralci, pač to je vam, vi se na audicijo, vam to točno izriše, kaj je audicija in kaj ne bi to pomenili. Večini ljudje pa pač, kaj je audicija, življenje je audicija zakaj? In pa so nekako iz tega ven prišla do tega, da pač življenje je audicija za smrtne. Se rodiš in pač čim bolj kvalitetno živiš, da boš na koncu umrl, ne. In potem boš nič v vesolju. To pa v bistvu niti ni, to je pa stvar debate, ne, veš, tako da je zelo odprt, ne. V bistvu si v kar verjameš, ne. Ja, v vesolju ali peklu, nebesih ali v nekje vmes. Jaz mislim, da pač itak imamo samo ta trenutek v temu stanju, v temu zavedanju, ki ga zdajle živimo, ki lahko traja maksimalno 100 let, nekje, kar je nič v nekem vesolju, ne. Prav, in glede na to, da smo vsi mi tudi vesoljci in gradniki vesolja, se pravi nekje pa postanemo v temu vsemu skupaj, tako da kako si pa vsak to predstavlja po svoje, pa pač na izbiro. Radio Aktivno. Jacuzzi Kralj z mano v oddaji Radioaktivno. Jakob, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Veš kako, rad jo imam, zato ker jo pač vedno bolj poznam, skozi ta leta smo pač počasi frendi ratali z vsemi in kar nam je skupno je pač, da smo vsi smo glasbeniki, če se mi ne bomo imeli med sabo radi, kdo se bo imel, zato ker pač jaz ali pa kdorkoli drug rabimo iste stvari, mikrofon, ozvočenje, da nas nekdo pripelje, da nam da za jesti, da so plakati, da so vsi imamo čisto iste probleme, ne glede na to, katero zvrst glasbe delamo, kaj se gremo. Tako da, če kdo razume muzičarja, je to edini muzičar. Tako da mislim, da treba nekje v temu gledati. Ne? In meni se zdi, da je ogromen dobre glasbe na slovenski sceni, da je vedno več nekega znanja. Tako meni se zdi, ko smo bili mi mladi, pa smo začeli z bendom, da danes unika punk bendu boljše igrajo, kot mi, ko smo se šli ne vem kaj. Tako da tle se mi zdi, da je kvaliteten preskok, da je neverjeten in da ko gledam jaz mlade glasbenike, da je pač res nek nivo, ne. In se pač tudi temu tako nekako dogaja, mi je pa blazen žal, da ni neke glasbene scene sploh. Da ni prostora, kjer bi se lahko predstavljal nekje. Saj, ne vem, zadnjič sem razmišljal, ko smo bili mi mlajši, mi smo bili kot mladi nadobudni bendi, mi smo bili skozi neki na televiziji, na enih oddajah, pa smo tam igrali, pa smo to probali, pa pač sem bil, ne vem, vsaj s 5 različnimi bendi tam na nekem, pač se dogajali, smo nekje lahko sploh probali to sceno, bili smo del nje, videli smo, kako to dela. Danes ne vem, če se ni več tega, da bi sploh lahko kam prišel, vedno manj je tega, tako da, ne vem. Ampak imam pa vedno raje slovensko glasbeno sceno, ker sem bil recimo kot mlajši, jo nisem poslušal. Bi lahko mogoče, gledam to tudi sam soustvarjaš, pa veliko sodeluješ z drugimi glasbeniki, izpostavijo 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene. Vem, da je to za marsikoga težko vprašanje. Ja, ne, zato ker bom, ker v bistvu izpostavil
koga, v kakšnem momentu, ne. Je ogromno ljudi, ki jih pač noben ne pozna, ki bi bili vredni za izpostaviti. Vprašanje je, če bo se kdaj sploh sami tudi hoteli izpostaviti. Pol imaš delujočih ogromno, ki pač vsakmu daš. Zdaj se mi zdi tako, omenim Joker out, pol ne morem, da ne bi Murphy, pol ne morem, da ne bi Batiste in zdajle že pozabljam imena. In razumeš, in je tega vsega, vse, kar slišam, se pravi, meni se zdi, da so zadeve res nek kvaliteten nivo, vse, kar se dela, je na nekem nivoju. Tako, ni nekih slabih glasbenikov na sceni. In ker kot prvo da bi poimensko rekel, pa mogo vsaj, če naš drugega doma začeti tle. Vse, kar pri meni vat, pa zdaj nisi mojega imena omenil, je nič pri meni, jih je saj 20 bendov, ki vsi so odlični na svoj način, vsak ima svojo zgodbo, vsak v svojem spektru dela, tako da po moje bi mogel bolj, ne morem jih 5 izločiti. Ne morem. Prej si dejal, da kot mladi nisi dosti poslušal slovenske glasbe, sedaj je bistveno več. Bom pa sedaj malo preveril, koliko poznaš slovensko glasbeno sceno, kajti namreč v lanski sezoni vdaj sem ugotovil, da se glasbeniki ne poznate dovolj dobro med sabo. Zato sem se letos odločil, da vam dam kratek glasbeni kviz. Dajem ti preglednico iz 5 stolpcev. Iz vsakega stolpca boš izbral po eno številko. Jaz ti bom zavrtel kratek glasbeni izsek, ti boš pa odgovoril, kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. Ok, velja. Predlagam, da pričneš v stolpcu A. Stolpec A, ko bomo rekli, tako je to 97? 37, ne? Shopping im Graz, žena mulci Patermac, Slovenija am Hauptplatz, nosim vreče kot Magarac. Ta ti je verjetno znana, je sicer malo bolj zgodovine. Komad itak, da poznam, sam ne vem pa, če vem ime benda, ne. Zdaj, ker vem, da niso bili to, kakšni te 12 nasprotje pa to, ampak so pa iz tega časa, ne. Zdaj pa to, se pravim, takrat, ko mulj sem jaz to, nisem mogel mimo radija, tako da pojma nimam, kdo so, pa to obdobje, ki pač nekje je iz tega obdobja, po moje, če vem, za kakšne, po imenu, da bi znal povedati, bi rekel Gugu ali pa v tem stilu, ne vem, kaj so zdaj. To so Rendezvous. A so Rendezvous? No, veš, bi prišel med temi imeni glih to, ker to so še imena, ki jih poznam, ne, celo. Shopping im Graz pa je bil naslov skladbe, to je takrat, ko smo še veliko nakupovali preko meje v Avstriji. Ja, še celo sam vem za to, oziroma sem bil deležen tega, sem kakšne čigumije dobil, pa to, pa kaj iz praška, ne. Ja, pa švercali smo kakšne zadeve, računalnike, kalkulatorje in podobno. Ne, kar zase govor. No, zase sem povedal. Stolpec B. Stolpec B, tukaj nekje načeče, kako je to? 9, A vem, da misliš name, vsakič, ko pogledaš, ja važi. Jaz sem kriva za dileme, kako bi rekel ti, da srečen si z menoj. Pa Dama z delfinom, Rebeka Dremelj. Ne. Je pa tista generacija, ja. Čeprav zdaj ta pevka se več... Nuša Derendal, kaj pa? Ne, ni Nuša Derendal tole. Kdo bi dobro še to? Imela eno tudi zelo znano sodelovanje s Čuke. Reče pa tudi, mislim, da sama izdala 2 albuma. V zadnjem času pa v njej na glasbenem prizorišču nič več ni slišati. Da mi prosim pomagi. Pika Božič. A res? To bila Pika Božič. Vem, da misliš name, je naslov pesmi. Ja, no, ne, mogoče bi kakšno drugo spoznal, ja, veš, ne, nažalost. Je pa tista generacija tam nekje, ne? Ja, ne, nam rekel pač, ja, to bilo takrat se dogajalo, ker po moje so bolj letnik, ne. Pa bi rekel, da ja. Se zato, da se je to takrat dogajalo, pa pač mi smo takrat, ne vem, kaj po moje, sem že s Prsosidžici igral, še ne. Ampak, ja, tako je bilo, to je bila pač, to je bila scena iz diskotek, ne, to je bilo tako meni zanimivo, pač mi smo imeli bende, mi smo igrali v bendih, tako pač v njih, ki so v diskotekah igrali, to je bilo tako pač, glih to govorim, ta neka ljubezen med muzičari, ki more, pač kamulci je ful nismo imeli, ne, pač mi smo edini, ki vemo, kaj je dobra muzika, ne. Pa verjamem, da po mojem mora biti še zmeraj isto, ne. Jakob Stolpec C. Stolpec C, 3 šifre, ne 4 šifre.
Danes misli samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. To pa verjetno ne bo delala težav. Ne, a veš, to glih sem razmišljal, kako je to en band, ki bi ga pozabil povedati, če hotel naštevati tistih 5, ne, zato ker, a veš, ki bi pač šel iz Ljubljane najprej, ne, in prej bi do Novega mesta prišel, jaz sem tudi velik fan od Dan D, tokca sem spoznal, ko smo z Ventilo si snemali ta prvi album in ko nam je on vse back vokale odpel takrat in sem njegov fan že leta. Pozitivne misli pa je naslov pesme, drugače pa res Dan D. Stolpec D. James Bond, 07. Jaz sem si najdel song in volim na krv. Jaz sem si najdel song in volim na krv. Tle je tudi to, kad zraven, na bekih 100%, se pravi je, kaj je to Pimpi? Ne, prav tako Dan D, dvakrat si jih zadev. Dan D, no, okej, v redu, no, veš, to nisem pričakoval, da bom dvakrat Dan D dobil. Ja, okej. Ampak dve različni obdobje. Boli me K je potem ta skladba in sicer obdobje 2015-2019. Je mogoče zato bolj, ne, malo kasnejši, ampak zato sem pa pomislil, ker je na unem albumu, se pravi, kaj je ta, kaj pokojni, vem, da je takrat pel, ne, nisem pričakoval, da bo isti band za to. Imaš srečo. Dobro, nisi zadev, ki je Los Ventilos. Vprašanje, če bi spoznal, ne, ni nujno, če bi spoznal, to pevce menali, da ni nujno. In še zadnji stolpec E, novejša produkcija zadnjih 2 let. Ok, bom pa kaj je to, 101, pred ta zadnji, 151, ne? Če kdo ve, kje je, naj zaupije, naj pove in naj pokaže mi smer. Jaz tekel bom, dokler je ne ujamem. Ljubezen moja pol neba in pol najlepšega sna. Veš, Vem, sem se zdaj ta trenutek ne morem imena spomniti. na Č je zasedba. Če da huči, vem, ker imajo skupaj plet z Fat Horses oziroma skupaj v Logatcu dela, zato sem se tako, če da huči. Če kdo ve, kje je pa naslov pesme. So pa Če da huče tako. Vidim, da te kar gre. Vedno bolj, ko smo se pomikala proti novi dobi, je boljše, ne? Se pravim, da to. Jaz sem prepričan, da po moje glasbe slovenske nisem do enega, kaj pa vem, v srednji šoli 100% benga benda nisem. Spomnim se, ko smo imeli pol kasneje en friend, ko smo bili Šank Rock ful všeč. In smo ga vsi takrat gledali malo kot čudaka, a veš. Tako mi je bilo zanimivo, tako pač mi neka ljubljanska tle družba in nismo dejansko poslušali nobene muzike slovenske. Smo angleško pa ameriško pa neki, sam da ni preblizu doma, ne. Tako da spravim, da je prišla ta slovenska glasbena scena šele pol do mene, ko sem začel igrati, ko sem pri Sausage začel igrati. Pač počasi spoznavaš ljudi, ne, nekje in zdaj, če se midva poznava, bi pol tudi nekje, če ti nekaj ustvarjaš, me zanima, kaj ustvarjaš, da nekako se malo lahko kakšno komunikacijo, mogoče v kaj naredila še kdaj skupaj, to tako imaš ti, kako ti gledaš na muziko, kako jaz gledam na muziko. Tako da pač sem z leti šele razvil to ljubezen do tega, pa predvsem sem mogel začeti sam pol pisati tekste v slovenščini, da sem sploh začel poslušati tekste. Jakob, za konec EP In Regimut, ki ga vrtiva danes, je šel samo v digitalni obliki ali tudi na fizičnem nosilcu zvoka? Zaenkrat je samo v digitalni obliki, tako kot sem rekel, z Gregom delava naprej in imamo v bistvu že pripravljene nove komade, tako da bova izdala LP. In zdaj ta LP bo verjetno pod fantomskim imenom, ki ga še nočem razkriti, tako da bo nekako v kontekstu tega išel. Zaenkrat je pa digitalno in je dostopen na vseh platformah digitalnih, kaj so YouTube, Spotify, ne vem, vse, kar obstaja. Seveda pa vse informacije o vaju na družabnih kanalih ter tudi na tvoji spletni strani. Ja, jaz na Facebooku skozi nekaj postam, tako da kakšna bedarija je ziher za prebrati. Vsak pa sta opeta tudi v svoje projekte, poleg tega skupnega.
Ja, vsak vsak svoje življenje, zdaj ta regij je pa najna neka skupna točka, skupen projekt. Zdaj pa pač, ker imamo pa pač vsak svoje življenje, pa vsem še nekje vzporedno živijo z svojimi projekti, ne. Tako da je slišati, da je idej dovolj in še preveč. Ja, jaz mislim, da je to bolj preveč, ker v enem momentu se toliko nabere, da kot so opazil, niti ne vem čisto dobro, kdaj smo kaj ven dali, bomo ali še nismo ali kako. Spomnite lahko, da si pred kratkim izdal svoj singel. Tudi to, pred kratkim sem svoj singel, za katerega sem lepo tudi sam naredil video, ker sem se naučil zdaj malo animirati, tako da skozi nekaj novega in pol, kaj daš stvar ven, si jo pač dal ven, naredil, zaključil, pozabiš lahko na njo. Poslušalci pa ne smejo pozabiti. Ne. Tako da v bistvu, da še to povem, na prihajajočem tem LP-ju, ki ga dala z Gregom ven, bo tudi smo naredila priredbo Pozabil sem nate, tako da nisem pozabil. Bova pa sedaj zvrtela še eno, ki ima prav tako korenine v preteklosti. Zdaj včasih pogledam nazaj, oziroma če bi rekli drugače, ne gledam nazaj. Ja, ta je v bistvu en tak pregleden komad, ne. Tlej sem se prav potrudil, da sem nekako recikliral oziroma skup sestavil dele svojih komadov skozi obdobje, ne. Tako da v bistvu noter so in deli džakuzija in deli še zelo sventilovska sem. Tako da nekaj je tudi na novo napisanega, ampak dejansko sem poberal neke koške ven iz drugih komadov in jih skupaj sestavil v tega, ki je nekako zdaj pa pregled nazaj, ker pač pred 20 leti smo naredili komad, zato ne gledam nazaj. Zdaj sem pa rekel, zdaj pa včasih pogledam nazaj, pogledam na cesto, da vidim, kaj sem naredil, toliko malo, zame, za mojo dušo. Skladbo bova sedaj spustila tudi v naš radijski eter. Jacuzzi Kralj, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno s projektom oziroma EP-jem In a Reggae Mood, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala tudi tebi za intervju. Zdravo, jaz sem Jacuzzi Kralj in sem radioaktiven.